V tokratnem sklopu vam bomo predstavili še zadnje 3 pripomočke za lajšanje življenja obolelim, ki so jih razvili študenti Univerze v Ljubljani v okviru projekta Oblikovanje rešitev za obolele z multiplo sklerozo. To so kolekcija uhanov, oprema za lažje premikanje in prenašanje po prostoru ter mobilno aplikacijo za nadzorovanje utrujenosti obolelih. To je kolekcija uhanov, ki obolelim z multiplo sklerozo omogoča ohranjanje urejenega videza s pomočjo enostavne menjave uhanov, brez uporabe fine motorike ali padanja nakita iz rok. Na podlagi raziskave je bila med obolelimi z multiplo sklerozo prepoznana želja po prilagajanju videza za različne ali posebne priložnosti. Še posebej je bilo med uporabnicami izpostavljeno oteženo nanašanje uhanov, saj se te zaradi pomanjkanja fine motorike, odrevenelosti, mravljinčenja in tresenja rok srečujejo z nezmožnostjo samostojnega nanašanja nakita. Rešitev s premišljeno oblikovanim nevtralnim feromagnetnim uhanom, nameščenim v ušesne mečice, omogoča pripenjanje različnih magnetnih obeskov iz pločevine. Prilagojena velikost, nizka teža, magnetno pripenjanje, likovna inovativna a ergonomska oblika obeskov pa pripomorejo k lažjemu nanašanju nakita z 2 ali več prsti. Moj projekt se je ukvarjal v bistvu z mobilnostjo doma, ker večina obolelih, mnogo krat se zgodi, da so stanovanja majhna, ni veliko prostora za hojico oziroma celo za palice. Pogosto si pa nekega nakupa novega stanovanja oboleli tudi ne morejo kar privoščiti in zato sem jaz rešil ta problem mobilnosti in prenašanja nekih lažjih predmetov po hiši z 2 rešitvama. Ena se namesti v osrednji prostor, ki je ponavadi tudi največji in se imenuje bridge. Gre za sistem vodil in vertikalne palice, ki v bistvu deluje kot opora za obolelega in pa ima nameščen tudi pladenj, na katerega se lahko odložijo neke osnovne stvari. In v bistvu z nekim pametnim sistemom vodil lahko za to rešitvijo dosežemo katerokoli točko v prostoru. V prostore, kjer pa frekventnost ni toliko velika kot v tem osrednjem, se pa lahko namesti diskretno naslonjalo, ki pa tudi služi kot opora. Lahko se na njega obešajo različne manjše stvari, vgrajeno pa tudi ambientalno svetlobo, ki ponoči olajša hojo po hiši. Gre pa za v bistvu inteligentni sistem, na eni strani senzorjev, na drugi strani aplikacije, kjer omogoča predvidevanje stanja obolelega. To pomeni, da se pravi, s pogosto uporabo se inteligentni sistem uči in skuša predvideti stanja. To pomeni, da vnaprej sporoča, kdaj je potreben počitek in tako naprej, se pravi, da ne pride do prekomerne utrujenosti in takrat seveda oseba ne more več normalno funkcionirati. Zdaj, kot zadnji del oziroma posledica je pa tudi izhod, se pravi, informacij za medicinsko osebe in doktorje, tako da lahko dobijo neposredno informacije direktno z teh senzorjev in vejo, kakšno je stanje osebe.